Dober večer, pozdravljeni v Odmevih. Še nam v ušesih odmevajo všečne predvolilne obljube o izdatni gradnji stanovanj, predvsem za mlade in mlade družine. Ko je pred letom dni o 2000 stanovanjih letno govoril minister Luka Mesec, ga je premier Golob popravil in navedel številko 3000 letno. Republiški stanovanjski sklad, ki zdaj pospešeno gradi 1500 stanovanj po celotni Sloveniji, obljublja, da bo večina končana prihodnje leto. Strokovnjaki pa opozarjajo, da posamezni projekti ne bodo dovolj za bistvene spremembe na trgu, saj že dolgo velja, da ponudba na nepremičninskem trgu nikakor ne dohaja povpraševanja. Na 8 lokacijah po Sloveniji Republiški stanovanjski sklad gradi nekaj manj kot 1500 stanovanj. Največ, kar 431, jih bo v Mariboru, najmanj 46 pa na Jesenicah. Teh 8 projektov dokazuje, da vsem regijam posvečamo enako pozornost. Seveda bi si želeli kje še več novih stanovanj, ampak je to odvisno tudi od sodelovanja z lokalnimi vodstvi. Projekti so v različnih fazah. Najbližje zaključku so v Kopru, kjer pridobivajo uporabno dovoljenje, gradnja se bliža koncu tudi v Novem mestu. Drugje bo potrebnih več naporov. Pri 2 ključnih projektih v Ljubljani in Mariboru namreč po večini še nimajo zagotovljenega financiranja. Zato je še toliko bolj pomembno, da se bodo izpolnile vse obljube, ki so bili dane strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Za nepremičninski trg je to še vedno premalo stanovanj. Sploh glede na to, da govorimo o večletnih projektih. Obstaja večje število ukrepov, ki jih je treba začeti izvajati. Žal se ne izvaja nobeden od njih, ali pa s tresočo roko se kakšna malenkost zgodi. Mladi so pri iskanju stanovanja najbolj ranljivi, so prepričani v Mladinskem svetu Slovenije, ki s kampanjo Nimam kam opozarja na to, da mladi, čeprav delajo, ne morejo kupiti stanovanja. Težko plačujejo tudi tržno najemnino. Mladi nas kontaktirajo vedno mer, kako pač naj pridejo do teh stanovanj, kako si jih lahko omogočijo. In žal mi teh odgovorov nimamo in verjamemo, da bi te odgovore mogla imeti vlada. Pred volitvami so bile obljube zelo velike, nekaj obljub je bilo tudi v koalicijski pogodbi in od tega je bilo narejenega zelo malo. V stanovanjskem skladu padca cen nepremičnin v Ljubljani sicer še ne pričakujejo, lahko pa bi ga pospešil kakšen večji projekt. Dober večer, gospod Klemen Ploštajner iz Ministrstva za solidarno prihodnost. Ste državni sekretar. Kar konkretne so bile kritike tako od mladih kot od nepremičninske zbornice narejenega premalo, zelo malo. Kaj jim odgovarjate? Trenutno današnje stanje je treba razumeti, da je rezultat 30 let odsotnosti državne politike in 30 let odsotnosti vlaganja v to področje. Tako da v enem letu je težko stvari spremeniti. V 2 letih oziroma enem letu, odkar sem jaz državni sekretar in sem to ministrstvo tudi obstaja, je zelo težko stvari spremeniti radikalno. Je pa pomembno poudariti, da smo v prva vlada, ki se je resno začela ukvarjati s tem področjem in tudi zagotovila neka prva resnejša sredstva za stanovanjsko gradnjo. Kar je pomembno iz teh prispevkov in tudi iz današnje tiskovne konference stanovanjskega sklada potegniti, da projekti so, da projektov je, če ravno zveni relativno malo, jih je kar precej, da se ti projekti razvijajo in da vlada je že zagotovila določena sredstva in bo tudi zagotovila dodatna sredstva, da se bodo ti projekti realizirali. Še bolj je pa pomembno to, da, in kar bo imelo največji vpliv na nepremičninski trg, je pa, da bomo zagotovili sistemsko financiranje stanovanjskega področja, ki bo v naslednjih letih potem zagotovilo, da se bodo tudi javna in dostopna stanovanja sistemsko in sistematično zagotavljala. Ampak zanimivo, vsi smo poslušali isto tiskovno konferenco. Jaz sem na njej slišala, več kot polovica projektov ima financiranje še vedno v zraku. Pri 2 ključnih projektih v Ljubljani in Mariboru še nimamo zagotovljenega financiranja in 40 novih stanovanj v Ljubljani ne pomeni nič. Predstaviti bo treba v višjo predstavo. Vi ste zdaj nalili nekaj optimizma, jaz vam pa poskušam dopovedati, da smo na tej tiskovni konferenci tudi to slišali. Ni zagotovljeno financiranje, premalo projektov.
Vlada se je zavezala, da bo vse projekte, ki so pripravljeni in ki bodo pripravljeni, tudi sfinancirala. Zato smo v prejšnjem letu že zagotovili prvo večjo dokapitalizacijo stanovanjskega sklada s 25 milijoni, ki so bila namenjena ravno za realizacijo in zagon teh projektov, o katerih je danes stanovanjski sklad govoril na tiskovni konferenci. Tudi v letošnjem letu je zagotovljen enak znesek in tudi v naslednjem letu. 3x po 25. Ja. Je pa tudi potrebno poudariti, da je dogovorjeno na vladi, da ko bodo projekti pripravljeni, bodo tudi zagotovljena sredstva in projekti, o katerih je stanovanjski sklad govoril, za vse te projekte, ko bodo pripravljeni, bodo tudi sredstva v primerni količini zagotovljena. Poleg javnih sredstev iz proračuna pa bo seveda potrebno angažirati tudi druge vire in stanovanjski sklad jih tudi angažira prek posojilnih pogodb z mednarodnimi bankami. Kaj pa je s tistimi obljubami 2000 stanovanj, 3000 stanovanj letno, ki sta jih dala minister in premier? Te številke so bile poudarjene za sistem, ki bo nastal, ki bo oblikovan s sistemskim verom. Trenutno ne je nemogoče obljubljati, da bomo letno zagotovili stanovanj, ki še pač ni takšno število stanovanj projektov, za katerih še ni. Lahko pa zagotovimo, da bodo zagotovljeni v naslednjih letih. Ključen pogoj za to pa je sistemski vir financiranja, ki ga pač aktivno razvijamo zdaj z Ministrstvom za finance. In ko bo ta sistemski vir financiranja zagotovljen, bodo tudi neki stabilni pogoji vzpostavljeni za to, da se bo javna stanovanjska gradnja lahko razvijala. In tudi tega pogovora, ki ga imamo trenutno, koliko sredstev je zagotovljenih, ne bomo imeli, ker bomo vsako leto vedeli približno, koliko sredstev imamo. Ampak poglejte, vi ste se hkrati zavezali tudi, da boste do leta 2026 pripravili infrastrukturo, tisti stroj, ki bo sposoben zgraditi 2000 stanovanj na leto. Kje je zdaj ta infrastruktura? O tem sem ravno govoril. Osnovni temelj vsake javne stanovanjske politike, ki jo tudi poznamo v mednarodnih primerjavah, je, da je utemeljena v namenskih finančnih virih, ki tečejo iz javnih sredstev. To daje celotnemu sistemu neko zagotovilo, neko stabilnost, da začnejo projekte tudi razvijati. Če si trenutno predstavljamo neko situacijo tako stanovanjskega sklada kot lokalnih skladov, delujejo v vzajemni negotovosti, ker ne vejo, koliko sredstev bo vsako leto na voljo, če ta sredstva sploh bodo na voljo. Sistemski vir jim da to gotovost in začnejo potem tudi na lokalnih nivojih in tudi stanovanjski sklad veliko bolj aktivneje razvijati projekte. To je prvi temelj. Drug temelj je pa, da oblikujemo neko osnovni okvir, ki bo tudi skladom, tako lokalnim kakor državnim, omogočil neko vzdržno poslovanje, kar pa pomeni, da bo imel ustrezno kadrovsko politiko, da bo imel ustrezne najemnine in da bo imel tudi ustrezno zemljiško politiko. To so vse stvari, na katerih aktivno delamo, predvsem glavna stvar, na katero se osredotočamo, je pa ta sistemski vir. Poglejte, imam nekaj zelo kratkih vprašanj, ki so seveda vezani na vaše obljube, pa prosim za konkretne odgovore. Izjava je bila jasna. Ne bomo stavili vse na enega konja in vse na javni sklad. Določili bomo, kdo vstopa na trg javnih sredstev. Kaj ste storili za stanovanjske zadruge? Ste jih podprli in kako? Trenutno z Ministrstvom za finance potekajo pogovori o sistemskem zakonu, ki bi urejal tako področje sistemskega financiranja, kakor tudi uredil možnost vstopa novih dodatnih organizacij. To bi bile zasebne organizacije. Torej, to so stanovanjske zadruge in tudi druge oblike. Se pripravlja zakonodaja? Se pripravlja zdaj izhodišča. V jeseni načrtujemo, da bi taka zakonodaja mogla biti pripravljena v taki meri, da bi lahko resneje tudi razpravljali. Okrepili bomo reguliranje najemnega trga z omejevanjem višine tržnih najemnin. To področje je izjemno težavno. Prvi problem, ki ga imamo, je, da sploh nimamo osnovnega podatka o tem, kakšne najemnine imamo trenutno na trgu. Tako da sploh nimamo osnovnih pogojev vzpostavljenih za to področje. Tega pogoja ne boste mogli izpolniti. Kar lahko izpolnimo in s čemer smo se zavezani in tudi resno delamo, je urejanje področja na najemnem trgu. Predvsem je vprašanje varnosti najemnikov in dolžine najemnih pogodb. To je stvar, ki jo je možno urediti in ki jo lahko se zavežemo, da jo naredimo. In s tem tudi deloma začnemo vzpostavljati pogoje za urejanje tržnih najemnin, česar trenutno ni možno narediti. Vzpostavili bomo poseben fond državnih stanovanj za nudenje začasnih nastanitev deložiranim osebam in družinam v času reševanja njihovega stanovanjskega vprašanja. To je področje urejanja bivalnih enot. Trenutno Ljubljanski stanovanjski sklad razvija projekt zavetišča v Ljubljani. To je tudi en projekt, za katerega gledamo, kako bi ga lahko podprli. Je pa to zagotovo področje, za katerega smo zdaj tudi sami vidimo, da ga bo treba močneje podpreti, predvsem pa to področje, ki ga bo treba podpreti z nepovratnimi viri, ker gre za res krizne nastanitve. Veliko obljub je bilo, samo nekaj sva jih omenila, čakamo na realizacijo. Hvala za danes. Hvala.